Pozdravljeni! Danes sem za vas zopet pripravila astrološko napoved za vsa astrološka znamenja po vedski astrologiji Džotiš in tokrat seveda za mesec maj 2023. Zelo pomembna informacija je ta, da najprej povem, da upoštevam sideralni in netropski zodiak. To pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem vedska astrologinja. Torej, napoved, ki pa jo jaz delam, pa je narejena glede na vaš ascendent, luno in pa sonce, lahko tudi pogledate. Če pa ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, pa to lahko izveste preko spodnjega linka. Ga bom prilepila v opis. Ta link, ko ga kliknete, vas pripelje na spletno stran, tam lahko izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in tudi seveda na ta način pridobite te informacije. Tako boste tudi lahko vse skozi spremljali moje napovedi, tako mesečne napovedi, napovedi za velike premike planetov in tudi druge napovedi, ki so narejene po vedski astrologiji. Pozdravljeni, sem Uršula, sem vedska astrologinja, sem tudi tarot svetovalka, sem intuitivni coach, imam narejen tudi svoj program, kjer od popolnega nezavedanja, ko ne veste, kaj se vam dogaja, pridete do popolnega zavedanja, ko se točno veste, zakaj se vam določene stvari dogajajo, kje so vzroki in seveda še marsikaj drugega, tudi kako manifestirati, kako razviti svojo intuicijo in podobno. Pozdravljeni na mojem kanalu, Orakel luči, Oracle of Light, Uršula Zakrajšek. Vabim vas, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, da bo ta video videlo več ljudi, torej mogoče več ljudi zanimajo take napovedi. In tudi vas vabim, da še naprej spremljate vse moje napovedi narejene po Džotišu in tarotu. Lahko se pa tudi vpišete na moje novičke preko moje spletne strani oracleoflight.org. Če se boste vpisali na novičke, boste tam pridobili napoved za vaše astrološko znamenje za celo leto, bi mogoče še aktualno, in pa tudi za prestop Saturna, ki se je zgodil v januarju in je to seveda tudi še aktualno, saj bo tukaj Saturn kar 2 leti in pol. Seveda lahko tudi prostovoljno darujete za to stran, da bom imela možnost objavljati te posnetke še naprej. Lahko mi pišete na info@orakelluci.si, napišete, da bi radi darovali in se dogovorimo. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo. Najprej bom povedala nekaj splošnih informacij, potem bom pa seveda se lotila konkretno napovedi za vsako znamenje posebej. Kaj se bo torej dogajalo v maju? Venera se bo že 2. maja premaknila v dvojčka in do 10. maja se bo družila z Marsom. Mars se bo pa potem 10. maja premaknil v Raka. In Venera bo v dvojčkih ostala vse do 30. maja in potem se bo pridružila Marsu v Raku. Te energije bojo zelo take burne, pestre energije. Venera v dvojčkih bo seveda prinesla čisto drugačno energijo, kot jo je naprimer prinesla zdaj, ko je bila v biku. Drugače se Venera v dvojčkih kar dobro počuti, kar pomeni, da bomo imeli več harmonije v komunikaciji posebej. Imeli bomo tudi več ustvarjalnih idej. Je pa res, da bi lahko bil naš govor do 10. maja na trenutke tudi eksploziven. Seveda, ker je tukaj tudi Mars, kot sem rekla na začetku, ker se bo seveda družila do 10.5. z Marsom. In morate biti tukaj pazljivi, naša komunikacija bi bila lahko potem vplivom Marsa neočakana, nestrpna, jezljiva. Potem po 10.5., ko bo pa Venera tukaj sama v dvojčkih, pa nas čaka malo olajšanja, potem harmonija, več miru. Poleg tega bo mrk že za nami, lunin mrk, ki bo tudi prinesel veliko miru, nestrpnosti, tako da bo mogoče malo lažje, v drugem delu tega meseca, seveda ne pa za vsa znamenja enako. Ta čas lahko izkoristimo za kreiranje novih idej, pustimo, da naša ustvarjalnost spet zaživi in to seveda, kot sem rekla, izkoristimo. No, Mars bo v dvojčkih do 10. maja, ustvarjal bo parivartano jogo z Merkurjem
In tako, da bomo določene stvari kljub Merkurjevi retrogradnosti, ker Merkur bo torej še retrograden, bomo lahko uspešno pripeljali do konca. Kasneje, ko se pa Mars premakne v Raka, to pa potem ne bo več tako ugoden čas, ker Mars je pa v Raku debilitiran, prinesel bo več želje po kontroli, po nadzoru, seveda tam, kjer stoji, to je seveda za vsakega od vas malo drugače. Paziti moramo, da tudi pod vplivom tega Marsa ne uskipimo, pa tudi, da ne kontroliramo preveč sebe ali drugih, torej tem morate biti malo bolj pazljivi. Drugače, to sicer ni tako slaba povezava, je pa pač Mars v Raku se ne počuti tako dobro in zato moramo seveda biti pazljivi. Torej na področjih, ki so povezane seveda s hišo, v kateri je pač to znamenje Raka, ker bo seveda Mars se sem premaknil. No, zdaj pa pač zelo, zelo pomemben dogodek se bo pa zgodil 5.5. To bo pa lunin mrk. Torej lunin mrk v tehnici v Višaki, torej polna luna, od tukaj naprej bo luna padala, kar pomeni, da bomo potem naslednje 2 tedna lahko stvari zaključevali. In seveda ta luna bo tudi lahko sprožila neke določene zaključke, refleksijo. Zdaj, 20.4. smo imeli sončni mrk v Ovnu, ta mrk je bil kar naporen, prinesel veliko stresa, napetosti, torej vse je bilo pod vprašajem. To sem tudi že nekaj govorila v aprilski napovedi. No, zdaj pa pač bi nekaj več povedala o tem luninem mrku v tehnici. Torej, kar se dogaja torej v tehnici, ta lunin mrk, tehnica je v osnovi 7. hiša odnosov, partnerstva, tudi naših želja. In zato, ker se pač mrk dogaja tukaj, bodo na preizkušnji spet odnosi. Torej, to se vleče že od 25. oktobra 2022, ko se je zgodil sončni mrk v tehnici, in kasneje 8.11.22, ko se je zgodil lunin mrk v Ovnu, torej bilo je obratno, kot je zdaj. Sem pa že večkrat omenila, da se ta energija mrkov vleče potem še naslednjih 6 mesecev, že po tistem, ko se zgodijo. In zdaj nekako se je mogoče zdaj že ta energija harmonizirala od teh mrkov v lanskem letu, zdaj pa spet, torej je prišla v ospredje torej ta mrka, torej sončni mrk v Ovnu in zdaj 5.5. lunin mrk v tehnici, kjer je pa spet torej so prišli oziroma bodo prišli, so že prišli v ospredje naši odnosi in zdaj se bo pa v bistvu zaključilo vse, kar od 25. oktobra torej se dogaja. In zdaj bomo pa končno lahko prišli do nekih odkritij, zaključkov, do spoznanj, kaj narediti v neki določeni situaciji v zvezi z odnosi. Torej, že od lanskega leta, tako so torej na preizkušnji naši odnosi, vsi 4 mrki od oktobra 22 so na osi Oven tehnica, torej na osi torej mi in drugi. In odnosi so se že od takrat temeljito spremenili, preobrazili, mi smo se verjetno tudi spremenjali se bojo pa torej, če pogledamo, so se od takrat 6 mesecev do zdaj, približno, in se bojo tudi od zdaj pa še 6 mesecev naprej. Lahko računate, da se bo ta energija še kazala. Torej, ni nujno, da je pač zdaj nek zaključek, lahko pride to v roku 6 mesecev, torej se lahko zgodijo neki pomembni premiki v odnosih, torej v tistih odnosih, ki so nam pomembni, torej z ljudmi, ki so nam blizu. Torej, imeli bomo možnost, da končno razrešimo pomembne karmične odnose in tudi našo karmo v povezavi z njimi. In to bo čas tudi, in je že čas, ko prihajajo na površje tudi naši podzavestni vzorci, pod vplivom Merkurja v Ovnu, Marsa v dvojčko in Marsa v dvojčkih, ki ustvarjata zdaj še parivartano jogo, še do 10.5. In to je pač seveda dober čas, da razrešimo te vzorce, Torej, naprimer, to posebej velja, če ste v Rahujevem ali pa Ketujevem obdobju, ker sta seveda oba posebej povezana z mrki. Ta lunin mrk je seveda posebej povezan s Ketujem, Ketu pa seveda določene stvari prekini, če smo
če uvidimo, da so določene stvari nam ne služijo več, nek odnos, da nam ne služi več, lahko pride tudi do prekinitve. Torej, drugače se vas to verjetno ne dotika tako močno, če niste v kakšnem takem pomembnem obdobju, drugače pa. Torej, kaj se je torej zgodilo že od oktobra? Od nekaterih ljudi ste se verjetno umaknili pa spremenili odnos do njih. Zdaj, je pa na primer ta zelo zanimiva torej obratnost, ker sem prej rekla, da je bilo pač sončni mrk v tehnici, lunin mrk v ovnu, zdaj pa obratno, pa sončni mrk v tehnici pa je torej lunin, se opravičujem, sončni mrk v ovnu in lunin v tehnici, je pa v bistvu tako, da če smo bili če so bili prej zatemnjeni, zasenčeni naši partnerji v odnosu do nas in smo mi sami iskali rešitve, se zdaj to dogaja obratno. To pomeni, že 20. aprila 2023 je sončni mrk na osi ovna zatemnil nas, pomeni, da smo v naših odnosih verjetno mi polni nekih iluzij, ne vidimo prave slike. Po luninem mrku, torej 5.5., ker se bo pa zdaj zgodilo, pa nas bodo drugi jasnili in drugi nam bodo odkrivali pravo sliko našega odnosa z nekom, oziroma z njim. Lunin mrk v tehnici prinaša jasnost skozi torej pomembne druge ljudi. Ni nujno, da so to partnerji, lahko so to tudi poslovni partnerji, osebni partnerji. Torej, lahko so poslovni partnerji, lahko so družinski člani, lahko so prijatelji, torej ni nujno, da je to zdaj vaš partner. Torej, skrite stvari zagotovo prihajajo zdaj na dan in določene stvari boste pripeljali do konca in zagotovo boste torej vse odnose ali pa tisti, ki so vam res pomembni, postavili pod vprašaj. Posebej tisti, ki so dolgoročni in kjer se že dolgo časa neki problemi pojavljajo. In ta mrk bi lahko dejansko sprožil konec takih vez. Ali pa mogoče konec nekega odnosa do te veze, da bomo spremenili odnos. Torej ni konec, ne pomeni nujno, da je to zdaj, da greste narazen z nekom, lahko pomeni, da boste spremenili odnos do njega. Torej, pa poleg tega pod vprašaj boste postavili tudi cilje, načrte, vse bo pod vprašajem. To je zelo dober čas za refleksijo nazaj. Srečali bi tudi lahko ljudi iz preteklosti, ti vam bodo lahko predstavili neke nove možnosti, usmeritve, nov pristop in na ta način vas bodo jasnili. In to je seveda tudi čas povezovanja z ljudmi iz preteklosti, to bi lahko tudi sprožilo neko vprašanje glede vaše poti, ker bi se lahko prebudile nove strasti, lahko bi srečali nekoga iz preteklosti, ki vam je zelo bil všeč, pa bi zdaj lahko spet stopil v vaše življenje, bi se lahko prebudila strast do tega človeka, ponovno, in zaradi tega, zaradi vseh teh dogodkov bi lahko tudi sprejeli neke nagle odločitve in vam svetujem, da ste glede tega pazljivi, ker bomo v tem času zelo impulzivni in ta mrk bi lahko sprožil neke usodne dogodke, ker sta Ketu in Rahu zamenjala na kšatri, pa imamo tudi parivartano jogo, tako da to kaže na neko usodnost. In svetujem vam, da sprejmete odločitve šele po 15.5., ko Merkur ne bo več retrograden, še bolje pa po 1. juniju, ker bo takrat slika bolj jasna. Zdaj, pri tem luninem mrku dejansko pričakujte nepričakovano. Torej, Merkur je retrograden, povezan je z Rahujem, povezan je z Uranom, to so nepričakovani dogodki. Ampak ne odločajte se prehitro, ker boste še vedno zasenčeni, lahko bi bili v iluzijah in bi lahko naredili nekaj, kar vam bo potem žal. Tako da pazite. Tudi pod vplivom retrogradnega Merkurja bi bili lahko zavedeni, ker mogoče nekatere informacije ne bodo resnične. Tako da pazite se ogovarjanja, ne ogovarjajte drugih, tudi ne sodelujte v nekem ogovarjanju, Venera bo v dvojčkih, torej lahko pričakujemo neko dramo, nepredvidljivost, seveda tam, kjer imate vi ovna in tehnica v vaši natalni karti, to so pa pač določene hiše oziroma področja, ki si jih bo ta mrk dotaknil, o čemer bom pa tudi povedala potem, ko bom govorila torej o vsakem znamenju posebej.
Zdaj, pomembno je, da veste pri tem mrku, da nas bodo partnerji jasnili skozi pretekle izkušnje z njimi, pretekle dogodke. Lahko nam bodo povedali stvari, razjasnili stvari, ki so se zgodile v preteklosti in bomo končno razumeli odnos z njimi. Če bomo seveda to sprejeli, je to na nas. In je pa to torej zelo dober čas, da začnemo neko vezo na novo, z nekimi novimi temelji. Torej, posebej bodite pazljivi tisti, ki imate luno v tehtnici ali pa sonce v tehtnici ali ste v ascendentu tehtnica in pa seveda tisti, ki imate luno v ovnu, sonce v ovnu ali ste v ascendentu oven. In pa tudi vsi tisti, ki imate kakšne pomembne planete, torej v teh znamenjih, ne samo luno, sonce, ampak tudi druge planete. Mogoče celo posebej tisti, ki imate Venero, ker Venera pa tudi predstavlja naše odnose. No, potem Merkur bo v ovnu še ves mesec in bo retrograden do 15.5., kot sem že povedala, skupaj z Uranom in Rahujem. Jupiter je sem vstopil torej v ovna 22.4., bo zelo blizu Sonca, nekaj časa bo torej skurja, ne bo imel toliko moči, torej kasneje v drugi polovici meseca bo pa začel pridobivati na moči. Sonce se bo od 15.5. premaknila v Bika in to bo seveda Jupitru dalo nov zagon. Ker bo Merkur torej retrograden se do 15.5., torej ne delajte še vedno na novo nekih stvari, je pa to dober čas, da stvari uredite za nazaj, da pospravljate, torej nekaj delate za nazaj, kar niste dokončali. No, potem po 15.5., ko Merkur ne bo več retrograden, bomo zdaj lahko končno določene stvari premaknili naprej, tudi delali stvari, ki nam nikakor do zdaj niso stekle. Sonce v ovnu je drugače zelo dobro postavljeno, tu bo pač nam dalo energijo za neke nove začetke, samo tukaj pazite, da se dobro dogovorite, ker morate vedeti, da je Merkur retrograden do 15. in pazite, torej preberite drobni tisk. Torej, ko se bo pa premaknil torej Sonce v Bika, bo pa aktiviral torej tudi Venero v dvojčkih in Ketuja in bo torej odnosi bojo ključni, komunikacija v odnosih bo ključna, zdaj se bomo lahko res končno pogovorili, Merkur ne bo več retrograden, Sonce se bo premaknilo, pogovori bojo stekli bolje, določene stvari bomo lahko dorekli, ampak tukaj se pa pazite, da ne skipite po nepotrebnem, ker bo pa Mars v Raku. Vedno je neki, to je pa Murphy. Tako da Mars bo v Raku, torej pazite se pa zdaj v skipljivosti. Kot sem rekla, torej Uran in Rahu bo z Jupitrom, skupaj z Uranom še do novembra 2023, pazite se iluzij, nemira, potem raztresenosti in razpršenosti, in zato bodite torej do novembra še pazljivi, imejte fokus v stvareh. Po novembru pa bo se malo to izboljšalo, bomo zadihali, bomo bolj sproščeni. Torej, pazite, torej lahko se vam zgodijo nepričakovane stvari, zato poskušajte ostati prizemljeni. Ne reagirate burno, agresivno, pri tem vam lahko zelo, zelo pomaga mantranje. Če vas to zanima, imam jaz to na spletni strani, pač to možnost, da vas to tudi naučim, pod mentorske programe, pod zvočno terapijo, torej pa tudi se lahko naučite povezanega dihanja, kar pa tudi zelo, zelo človeka umiri. 22.4.23. se je Jupiter iz znamenja Rib premaknil v znamenje Ovna, tukaj bo ostal vse do 1.5.2024, ko se bo premaknil v Bika. Prinesel bo veliko novih priložnosti, torej tam, kjer stoji, v tisti hiši, kjer pri vas v karti stoji, ampak pod vplivom Rahuja do novembra tudi privide, zato bodite pazljivi. Naredila sem prav napoved, torej Jupiter v Ovnu za vsa znamenja, tako da če vas to zanima, si to lahko pogledate, bom spodaj prilepila link. Torej tudi je to na YouTubeu pač posnetek in si to lahko pogledate. Torej, na vse te tri planete, Jupitra, Rahuja, Urana, pa bo od 17.1., torej od januarja tega leta, gleda Saturn. Je v Vodnarju, to bo še naslednje 2 leti in pol.
Torej, in eno leto bo pač metal pogled na tega Jupitra, bo malo onemogočal in zadrževal njegovo željo po širitvi, optimizmu in mogoče te priložnosti, ki jih bomo dobili, bomo se spraševali, a so za nas ali ne. Torej oziroma bomo morali sprejeti več odgovornosti, če bomo nekako hoteli zagrabiti nove priložnosti, bo s tem prišla tudi večja odgovornost. Bomo morali biti vztrajni, strpni, potrpežljivi. Mogoče bo tudi teh priložnosti mogoče malo manj ali pa boste omejeni na nek način. Torej, vi boste dobili neko priložnost, ampak bodo tudi neke omejitve, ne? Ker Saturn, ki je planet tudi omejitev resnosti, previdnosti, vzdržnosti, bolj stvari ustavlja, kot pa jih širi, ne? Jupiter se širi, Saturn pa ustavlja in seveda mi bi lahko dobili neko priložnost, ampak s tem tudi neko večjo odgovornost, kar pa bomo potem seveda razmišljali, ali bi sprejeli ali ne bi sprejeli. Je pa res, da če boste določene priložnosti sprejeli, boste torej jih lahko izkoristili tako, da se boste držali neke discipline, rutine, da boste vztrajali, da boste se zavedali, da je treba v določeno dejavnost vložiti trud in seveda ob tem vloženem trudu bo to potem tudi še več priložnosti se pojavilo. Če pa ne boste vlagali truda, pa ne. No, potem pa še torej prazna luna mlaj bo v biku 19.5., potem bo luna začela rasti, prinesla bo ta torej luna v biku več zemeljske energije, zato lahko torej v tem času načrtujete sajenje novih rastlin, rožic, drevja, vsega, kar želite posaditi. Začnite saditi v drugem dnevu po mlaju, tako bodo rastlinice rasle hitreje, bolj bujno. To je pa drugače zelo, zelo dober čas za prizemljevanje, za konkretne rešitve v odnosih, v družini, za sproščeno komunikacijo, druženje in to je dober čas, da najdete torej, za tisto, kar vas muči, neko dobro rešitev, konkretno rešitev, praktično rešitev. Torej, tako rešitev lahko najdete za kakršenkoli problem, predvsem pa na problem vezan na odnose v družini ali pa s partnerjem. To bo zelo dober čas za to. No, zdaj grem pa kar po znamenjih, torej sledi napoved po znamenjih in gremo kar na ovne. Torej, ovni, če imate torej luno v ovnu, ste v ascendentu oven, lahko tudi pogledate, če imate sonce v ovnu. Torej, najprej za posel. Torej, v karieri poslu je to za vas res dober mesec. Če ste imeli prej kakšne težave, se bojo te razrešile, zelo boste uspešni, imeli boste več uspeha, dosegli boste več uspeha, rezultati vašega dela bodo končno vidni. Zdaj lahko pričakujete povišico, napredovanje, večjo prepoznavnost, potrditev v vašem delu. Zdaj svetujem vam, da še naprej vlagate trud, da se trudite, to se vam bo bogato poplačalo in tudi vaši prihodki bodo boljši. Zdaj tudi investicije se vam bodo bolj obrestovale kot v preteklosti. Zdaj, če ste imeli v poslu neke stroške, izgube, verjetno ste jih imeli do zdaj, to zdaj ne bo več tak problem, ampak še vedno se vam pa svetuje, da pri stroških pazite. Zdaj, če službe nimate, jo iščite, ker imate ta mesec zelo veliko možnosti, da jo dobite in to tako, kot si jo želite. Na kateri boste pa mogoče želeli iti na svoje. Zdaj, tukaj se pa vam svetuje malo več pazljivosti, posebej pri kakšnih kreditih pa finančnih investicijah. Ali pa pri tudi če že imate posel, se vam pri razširitvi posla pa novih strategijah tudi svetuje več pazljivosti. Zdaj, odnosi bojo pri vas še kar napeti, je pa res, da bo sodelovanje v poslu malo boljše. Tudi odnosi osebni bojo malo boljši in boste začutili olajšanje. Je pa res, da bodo nekateri odnosi pri vas še napeti in boste še vedno malo pod pritiskom. Tako da tukaj niste še čisto prišli do tiste točke, ko lahko rečete, da boste se čisto razbremenili. Niste še tam. Zdaj, zdravje pazite posebej zadnje 3 tedne, predvsem na pritisk, tudi psihične težave. Svojih težav ne ignorirajte, posebej po 10. maju.
Torej, izobraževanje, če ste dijak, vam bo kar težko ta mesec, se boste morali precej potruditi za rezultate. Je pa to precej boljši čas, če ste študent. Posebej to velja za tiste, ki želite študirati na tujem. Če boste sprejeti, naprimer, če boste želeli študirati v tujini, če pa že tam študirate, boste pa zelo uspešni. Potem je to dober tudi čas za potovanja, posebej daljša, edino mogoče več pazljivosti v začetku meseca, kasneje imate pa dober čas, tako da greste tudi lahko na kakšno daljše potovanje. V ljubezni bodite cel mesec previdni, ker bi bili lahko v odnosih zatemnjeni in pa seveda v vaši partnerski hiši se vam bo 5.5. zgodil lunin mrk in lahko bi vam partner predlagal kakšne spremembe v vezi. Določene stvari bo želel končati, v skrajnem primeru bi lahko tudi mogoče hotel z vami vezo zaključiti. Zdaj, neke informacije, ki jih prej niste vedeli, bodo zagotovo prišle do vas. Je pa seveda to precej odvisno od obdobja, v katerem živite. Torej, če živite rahu ketu obdobje, torej rahu ali ketu, se vas to lahko bolj dotakne. Zdaj, v preteklosti je verjeten bil vaš partner zaradi vaše preokupiranosti s projekti, nalogami, ali pa ste bili mogoče preobremenjeni samim sabo, je verjetno začutil, da se mu ne posvečate dovolj in bo to seveda želel končati na tak ali drugačen način. To se vam pa lahko zgodi tudi v službi, torej lahko tudi poslovni partner mogoče bi želel ali pa bo želel z vami nekaj končati. Torej, posebej to velja za tiste, ki imate luno v ovnu, se vam pa svetuje in da prosite partnerja, da skupaj počakata z večjimi odločitvami, vsaj da gre Merkur iz retrogradnosti, torej da sprejmete odločitve šele po 15.5., še boljše pa, da počakate do 1. junija. Zdaj, če pa je bila vaša veza v preteklosti dobra, je pa to za poročene precej boljši čas. In tudi, če ste samski ali se želite poročiti, je to za vas boljši čas. Torej, ampak mogoče za poroko ni zdaj najboljši čas, bi bilo bolje, da počakate torej prihodnje mesece, juni, juli, torej kasneje, da mogoče zdaj še malo počakate, ker Jupiter nima še take moči, ker potem bo to za vas precej bolj ugodno. No, zdaj smo pa pri bikih, torej če ste v ascendentu bik, imate luno v biku ali imate sonce v biku, je potem, torej, če najprej pogledamo posel in kariera, je to za vas kar dober mesec. Res je, da bo vaš uspeh prišel skozi trud, skozi delo, vztrajanje in prizadevnost. Torej, če boste še naprej delali, se trudili, vztrajali, bodo vaši rezultati pri delu zelo dobri in vas čaka tudi napredek. Zdaj, če ste imeli tudi kakšne težave pri prepoznavnosti vašega dela, pri spoštovanju, se bo tudi to zdaj spremenilo in trudili se boste za uspeh in ta bo seveda skozi delo tudi prišel. Torej, lahko vas čaka tudi povišica, napredovanje, več financ bo v tem mesecu. Lahko bi se vam pa tudi zgodilo, da bi zaradi dela se preselili na neko lokacijo, na katero se že dolgo časa želite, lahko tudi v tujino. Zdaj, če nimate službe, se vam svetuje, da jo poiščete in da mogoče iščete službo, ki je povezana z tujino ali pa službo v tujini, ker tukaj boste zelo uspešni. Zdaj, pri financah vam kaže zelo dobro in tudi pri financah vam kaže dobro, če ste povezani s tujino, če delate v tujini, če ste povezani s podjetjem iz tujine, drugače pa pazite pri stroških. In tudi več varčujte, ker vam kaže pa tudi, da vam bo ta mesec pa tudi veliko denarja šlo, torej da boste imeli veliko stroškov. Ne svetuje se vam, da bi na službo na hitro zamenjali, mogoče boste imeli željo, ampak se vam to zdaj ne svetuje, posebej v zadnjih 3 tednih ne. Potem tudi se vam ne svetuje, da zdaj uvajate neke nove strategije poslovne, da bi mogoče začeli z nekim novim poslovnim partnerjem. Tukaj se vam res svetuje, da počakate. In tudi se vam svetuje, da ne sprejemate prehitrih odločitev v poslu, počakajte. In do poslovnih partnerjev bodite bolj pazljivi, ker bi tukaj lahko zašli v kakšne konflikte. Zdaj, pri zdravju pazite v zadnjih 2 tednih,
posebej pri pekoči hrani, torej delajte jogo, delajte na sproščanju, pojdite na kakšen sprehod, torej jejte bolj tako nepekočo hrano, torej rastlinsko hrano, satvično hrano. Zdaj, če ste dijak, se boste ta mesec morali kar potruditi, študentom bo pa šlo zelo dobro, posebej, če ste v tujini ali če želite biti sprejeti na študij v tujino ali pa če boste študirali torej na neki univerzi, ki je povezana z tujino. Tudi za potovanje kar dober čas, tudi za potovanje v tujino, ampak tukaj si naredite dober načrt, pa boste v redu. Zdaj, v ljubezni ta mesec ni ravno najboljši. Zdaj, če ste samski, potem se vam ne svetuje, da hitite v vezo prehitro, ker bi se lahko pojavile težave. Tukaj se vam svetuje, da počakate na junij. Tudi za poroko ni najboljši čas, tudi počakajte na junij. Če pa ste v vezi, pa bodite do partnerja ljubeznivi, strpni, pomirjajoči. Zdaj, ta lunin mrk vam prinaša neko rešitev konflikta s partnerjem. Ta konflikt se verjetno vleče že nekaj časa. Partnerju boste verjetno odkrili določene težave, ki vas v vezi mučijo in ki so vam mogoče celo povzročile neke zdravstvene težave zaradi teh težav s partnerjem. In boste od partnerja zahtevali, da nekatere stvari pripelje do konca in to bi lahko mogoče sprožilo nek konflikt, to je posebej od 3. tedna naprej. In zato bodite tukaj pazljivi, kako govorite s partnerjem, ker bi ta konflikt lahko privedel do nekega razdora. In zato bodite tukaj previdni, pazite, kako se pogovarjate s partnerjem, ne bodite preveč agresivni, konfliktni. To velja tudi za poslovna partnerstva. Boste pa po tem luninem mrku odkrili neke rešitve za vaše zdravstvene težave, spremenili rutino, mogoče dobili nova zdravila, mogoče to partnerju ne bo odgovarjalo. Pač nekaj bo v zvezi s tem, torej lahko boste mogoče tudi rutino spremenili, pa to tudi mogoče partnerju ne bo v redu. Tako da, torej, poskušajte se s partnerjem pogovoriti mirno, bodite strpni, pa se bo dobro končalo. No, potem smo pa tukaj že pri dvojčkih, torej, če imate luno v dvojčkih, ste v ascendentu dvojček ali imate sonce v dvojčkih. Zdaj, v karieri in poslu, če gremo najprej na to, ta mesec je za vas kar dober, to se vam bo posebej pokazalo na financah, ker boste že od začetku meseca verjetno sprejeli neko višjo plačo, nek dodatek k plači, lahko da boste napredovali. To je v bistvu čas, ko se vam bojo začele uresničevati dolgoletne želje in cilji, ki so povezani z vašim poslom oziroma delom. Dobili boste več priznanja za delo, tudi več podpore, tudi dobili boste več spoštovanja, bolj vas bodo cenili in to velja tako za nadrejene kot sodelavce. Za tisti, ki dela nimate, ga iščite, ker je to zelo dober čas, da dobite zelo, zelo dober posel, ki vam je pisan na roko, tudi finančno zelo dober. Zdaj, če pa v poslu začenjate na novo ali pa sprejemate neke pomembne odločitve ali pa če se greste nekega razširitve v poslu ali novih strategij, potem imate tudi zelo dober, torej potem imate tudi dobro podporo za to, zato se vam svetuje, da to naredite. To je zelo, zelo dober čas za start-upe, če ste dvojček. In ker v poslu lahko res v tem času dobro napredujete. Glede stroškov se ne bojte, ker boste precej več zaslužili in boste te stroške zlahka pokrivali. Tudi v poslovnih partnerstvih se vam zadeve premikajo na bolje, ker bojo vaše ideje, želje, cilji bojo bolj podprti, bolj bojo sprejeti in boste zato seveda bolj zadovoljni. In seveda vas bojo podpirali tako poslovni partnerji, torej kot nadrejeni, sodelavci in tudi več miru, harmonije bo v partnerstvih. Morate pa paziti na svoje zdravje, posebej v zadnjih 3 tednih tega meseca, ne ignorirajte težav, posebej kroničnih in pazite tudi na hrano, ne jejte pekoče hrane, se vam pa zelo svetuje tudi, da pazite pri vožnji, bodite strpni. Zdaj, če ste dijak, se boste morali v študiju potruditi,
Nekatere stvari bi vas lahko zmotile, zato pazite pri tem. Je pa za študente zelo dober čas to, tudi za študij v tujini, ker boste preko dela vztrajnosti precej uspešni. Bodite pazljivi pri kratkih potovanjih, pazite pri prometu, to sem vas že prej opozorila. Tudi pri daljših potovanjih, če boste šli, si naredite načrt ali pa vzemite nekoga s sabo in pazite, ker ni tako ugoden čas za to. Zdaj, v ljubezni boste začutili olajšanje, ampak to bolj v drugi polovici meseca. Zdaj, lahko bi tudi koga spoznali na novo, se na novo zaljubili, ampak tukaj se vam svetuje, da si vzamete čas in da ne hitite preveč in da pazite še do novembra in da tudi ne sprejemate nekih hitrih odločitev. Se vam pa tukaj res odpirajo zelo lepe možnosti, dobre možnosti, da spoznate nekoga, ki mu boste odprli svoje srce. Zdaj, po luni na Mrku boste lahko nekatere stvari v zvezi z ljubeznijo tudi spoznali. Zdaj, odkrila vam jih bo verjetno ljubljena oseba, partner, ali pa boste vi odkrili nekaj v zvezi z njo. In tudi, če imate otroke, boste tudi pri njih nekatere stvari odkrili, pa se odločili v zvezi z njimi. Zdaj, če se želite poročiti, je to tudi kar v redu čas. Je pa res, da bi se lahko poročili z nekom, ki je iz druge kulture, z nekom iz tujine. Je pa seveda v ljubezni to precej boljši čas, kot je bil prej. Tudi če ste vezani, če ste že poročeni, bo v vaši vezi več miru, več harmonije. Poročeni boste prišli v boljše obdobje, več bo iskric, se lahko na novo zaljubite v partnerja. Tudi če ste imeli krizo v zakonu, boste to zdaj premagali. No, potem smo pa tukaj že pri rakih. Torej, če imate luno v raku, ste v ascendentu rak ali sonce imate v raku. Zdaj, najprej, če gremo na kariero in posel. Zdaj, ta mesec vam bo končno prinesel olajšanje, ker prej ste se verjetno precej borili, zdaj vam bo pa v poslu malo lažje in boste zadihali. Imeli boste tudi več podpore in lahko bi v tem času si tudi izboljšali prihodke in napredovali. Tudi pri svojem delu boste bolj cenjeni, bolj zaželjeni. Poleg tega imate tudi več možnosti, da dobite novo službo in to precej boljšo kot do zdaj, ker v poslu vam res kaže precej bolje. Tudi vam kaže bolje pri poslovnih partnerstvih, strategijah, če jih boste želeli uvesti, pogodbah, širjenju posla. Res je, da tukaj morate biti še malo previdni in če se boste lotili nekega novega partnerstva, novih strategij, se vam svetuje, da dobro raziščete teren, naredite analizo in se potem šele lotite sprememb, da vas ne bo kaj neprijetno presenetilo. Torej, imate sicer podporo na poslu, ampak tudi določene spremembe se lahko pojavijo, nepričakovane, in da vas to ne bi presenetilo, raje prej naredite neko dobro analizo in šele potem se lotite sprememb. Torej, zelo dobre rezultate bi lahko imeli preko sprememb, ampak seveda boste takrat imeli dobre rezultate, ko boste preko analiz, ki jih boste naredili, torej izvedeli, kaj deluje, kaj ne, in boste seveda potem se lotili tistega oziroma tiste stvari, za katere boste nekako vedeli, da deluje. Potem boste uspešni, če boste šli pa kar brezglavo v neko stvar, pa se lahko zgodi, da se vam bo zalomilo. Bodite pa pazljivi pri finančnih investicijah, pazite, koliko tvegate, to mogoče ni tako dober mesec za to. Je pa res, da vam bo denar pritekel iz različnih virov, to je dober mesec za finance, boste pa imeli tudi stroške. In posebej se pazite, da ne boste preveč zapravljali za užitke, za razvedrilo, za potovanje, za luksus. To bi se vam lahko zgodilo. Torej, tukaj naredite dober načrt. Zdaj, v zdravju se vam ni toliko zabati, če ste imeli neke težave v preteklosti, vam bo zdaj bolje, imunost se vam bo povečala, več boste imeli energije, torej bolje se boste počutili. Zdaj, če ste dijak, bo to dober čas za učenje, kot je bil prej, malo boljši čas. Če ste študent, bo tudi kar v redu čas. Tudi za potovanje je boljši čas, posebej, če potujete zaradi posla, potem je to kar v redu čas. Pa tudi, če so na primer neka potovanja, ki so povezana z nekim romanjem, obiskom cerkva, gradov, ne vem, templjev, neka duhovna potovanja, to bi potem tudi vas zelo pomirilo.
bolj boste srečnejši, bolj boste optimistični in to bi bilo za vas zelo, zelo dobro, da bi šli na kakšno romanje ali pa da bi obiskali kakšno cerkev. Tudi če boste dobrodelni, bo to za vas zelo, zelo dobro. Zdaj pri ljubezni bodite pazljivi. Če ste samski, pazite, da ne boste kar skočili v neko vezo, ne da bi dobro spoznali partnerja, s katerim ste se zapletli. Če ste že v vezi ali poročeni, pa morate biti do partnerja ljubeznivi, strpni v odnosu z njim. Pazite, da ne bo kakšnih prepirov, nesoglasij, ker bo vaša veza s partnerjem kar precej na preizkušnji in boste morali v partnerstvo vložiti več truda, če boste želeli, da je to uspešno. Ker to področje imate ta mesec polno izzivov. Lunin mrk vam tudi na začetku meseca prinaša neko odkritje, lahko v povezavi s poslovnim partnerjem. Zdaj neka zadeva bo, katero vam bo želel povedati, odkriti. Mogoče boste pa tudi sami uvideli, kaj, kako, lahko je to z poslovnim partnerjem, predvsem je to vezano na posel, službo, kariero. Lahko pa vam bo nekaj odkril tudi poslovni partner. Lahko nekaj, kar je povezano z njegovim statusom službo. Torej, to je nekaj, kar je bilo prej skrito, nekaj, kar vam je bilo do zdaj prikrito, pa niste vedeli, pa boste mogoče izvedeli zdaj v tem času. Lahko pa tudi prinese ta mrk neko odkritje v povezavi z osebnim ali poslovnim partnerjem. In to boste mogoče celo izvedeli od nekoga drugega, torej ne konkretno od partnerja. To se vam lahko zgodi v tem času. Ampak, kar se pa tiče vez, bodite pa strpni in potrpežljivi. No, potem smo pa tukaj že pri levih, torej, če imate luno v levu, ste v ascendentu lev ali imate sonce v levu. No, če gremo najprej na posel in kariera, vam v tem mesecu kaže kar dobro, posebej na področju financ, tukaj več boste zaslužili, posebej prvi teden v mesecu, tudi kasneje. Lahko vas čaka tudi neko napredovanje, bonus, dodatek v službi. Se vam bo pa v tem mesecu precej povečal ugled in status v poslu. Prejeli boste več spoštovanja, priznanja za vaše delo in seveda to se bo poznalo tudi pri denarju. Posebej zadnja 2 tedna boste bolj uspešni, bolj prepoznani, občudovani v svojem delu, tudi v karieri in bo zagotovo viden napredek. Zdaj, če nimate posla, je dober čas, da posel iščete zadnje 2 tedna in da ga tudi dobite in to kar dober z dobrim zaslužkom. Zdaj, poslovno je to za vas kar dober mesec, ne boste imeli več toliko stroškov, kot ste jih imeli prej. Za vloženi trud boste dobili več plačila, tudi boste lahko bolj posel razširili in imeli celo dobiček. Potem se bojo pojavile tudi nove poslovne priložnosti, lahko so to partnerstva, podpisi novih pogodb, razširitev posla, torej uvajanje novih strategij in podobno. Zdaj, bodite pazljivi sicer pri teh pogodbah, strategijah in finančnih investicijah in pri partnerstvih in posebej zadnje 3 tedne. Zelo dobro se pozanimajte, s kom boste sodelovali, kako boste sodelovali, ker tukaj bi se lahko pojavili kakšni manjši problemi. Sicer bo to dober čas za to, ampak vseeno se morate dobro pozanimati. In bodite pazljivi, ne sprejemajte večjih odločitev v tem času in tudi glede denarja, ki bi ga vložili v posel. Ker denar boste prijeli, več denarja, bodite pazljivi. Torej, ne bo tako veliko stroškov, nekaj jih bo še. Torej, določena pazljivost je tukaj vseeno potrebna, drugače pa vam v poslu kaže kar dobro, tako nasplošno, ne? Ampak vseeno, torej droben tisk preberite, s kom sodelujete, kako sodelujete, tako da ne boste šli brez glavo v nek posel, to pa se vam vseeno svetuje. V tem času ne ignorirajte svojih zdravstvenih težav, pazite se posebej kakšnih poškodb pri delu nasplošno. Zdaj, če ste dijak, se boste morali kar truditi, da boste uspešni. Študenti bojo uspešni v tujini, drugače se bojo morali tudi truditi. Krajše in daljše potovanja so pa ta mesec za vas izjemno ugodna, tako da ne glede na to, kam greste, se boste imeli dobro. Potem je pa to tudi dober čas za ljubezen, torej končno za leve, torej nekoga boste spoznali v tem času, se na novo zaljubili. Če ste v vezi, bo pa v vezi več harmonije, več miru, tudi za poroko je to boljši čas. Že poročeni pa boste utrdili svojo vezo,
Če se boste seveda potrudili, vztrajali, vnesli več harmonije v vezo, bo potem to zelo lep čas za ljubezen. Res je, da ste v partnerstvu morali sprejeti več odgovornosti, to je bilo že v preteklosti, ampak vaš partner bo v tem času bolj ljubezniv, bolj pozoren. Zdaj, lunin mrk bi vam pa lahko prinesel neko odkritje povezano z ljudmi, ki živijo v vaši neposredni bližini. In ti ljudje bi vam lahko odkrili nekaj v zvezi z vašim očetom, lahko bi se odkrila neka skrivnost povezavi z vašim očetom, torej v zvezi z njegovimi odnosi z nekom v soseščini ali ne vem, z nekom, ki ga ne poznate, no, nekaj takega bi lahko tale mrk odkril, lahko tudi v zvezi z brati, mlajšimi brati, sestrami, lahko boste tudi vi ugotovili, kje se splača bolj potruditi, kje se ne splača, lahko boste odkrili neko novo zanimanje ali pa vas bo začel privlačiti nek nov hobi, to bi bilo možno. Ampak seveda, ker je ta mrk predvsem vezan na odnose, bi to lahko bilo pač v zvezi z očetom, ne, da boste v zvezi z njim kaj izvedeli. No, potem smo pa tukaj že pri devicah, torej če imate luno v devici, ste v ascendentu devica ali pa če imate sonce v devici. Zdaj, če gledamo kariero, je pač v poslu, v karieri ta mesec je to bolj občutljiv čas za vas in morate biti bolj pazljivi v poslu, v službi in ni dobro, da v tem času sprejemate kakšne nagle odločitve. Bodite fokusirani, delajte, če imate dober posel, se ga držite, torej ne sprejemajte nekih večjih odločitev v tem času, predvsem se pa pazite prepirov in konfliktov, potem tudi ne ogovarjajte sodelavcev, to vam ne bo koristilo, kvečem vam bo škodilo. Sodelovali boste bolje ženskami, no, ampak vseeno je tukaj potrebna pazljivost in tudi poslovno bodite pazljivi, posebej, če začenjate nov posel, spreminjate strategijo, se širite v poslu ali želite sodelovati z drugimi, pa tudi zelo bodite pazljivi pri finančnih investicijah, ker lahko bi vas kakšen posel zapeljal, boste mislili, da je dober, na koncu pa ne bo tako dober, kot ste mislili in tudi finančno se vam ne bo tako obrestoval, kot bi vi mislili. Ne tvegajte preveč, dvakrat premislite, naredite analizo, preden karkoli podpisujete ali preden greste v kakšen posel, posebej, če tudi finančno investirate v kakšen posel. Imeli boste denar, sicer ni večjih dolivov, podobno bo kot prej, tudi ne bo večjih stroškov. Zdaj, zdravje bo kar v redu, si boste vdahnili, boste vitalni, imeli boste več energije, morate pa paziti na cesti. Torej, za potovanja bodite tukaj bolj pazljivi in pazite. Zdaj, torej, v ljubezni bodite tudi bolj pazljivi, ker bi se lahko ta mesec s partnerjem prepirali, borili, lahko bi imeli nenehne konflikte. In v romantični vezi bi to lahko zadnje 2 tedna povzročilo razhod, zato bodite res previdni. In tudi, če ste poročeni, boste v vašo vezo morali vložiti več truda, ker lahko bi tukaj prišlo do nekih nenadnih dogodkov, ki ne bodo prijetni in se pazite prepirov, nerazumevanja, bodite spoštljivi, skušajte partnerja bolj razumeti. Zdaj, ta lunin mrk bi vam lahko odkril neke zadeve povezavi z družino in odnosi v družini. Lahko je povezavi z očetom, lahko bo prišla neka skrivnost na plano, lahko povezavi z vašo družino ali pa partnerjevo družino. Lahko v zvezi z dediščino, v zvezi s financami, torej nekaj skritega bo prišlo torej na površje in tukaj bodite strpni, potrpežljivi in se ne razburjajte, torej karkoli bo, poskušajte sprejeti mirno in se šele po 15. maju odločite oziroma še bolje junija. Torej, tudi če bo karkoli, torej, ki je nepredvidljivega, težkega, nekaj, kar vas bo vznemirilo, raje počakajte na odločitve do junija. No, potem smo pa tukaj že pri tehnicah, torej, če imate luno v tehnici, ste v ascendentu tehnica ali imate sonce v tehnici, pa če gremo najprej kar na posel, torej v karieri in poslu to za vas kar dober mesec, boste napredovali, sicer počasi, ampak stabilno in boste vedno bolj uspešni. Verjetno ste v preteklosti doživljali ovire, napetosti, težave, te se bo zdaj počasi manjšale, izginjale, vam bo lažje in tudi lažje boste dobili novo službo, če jo boste seveda iskali. In seveda je verjetnost, da dobite novo službo, je še večja po 10. maju, ker bo sreča na vaši strani in boste v karieri in v poslu lahko resnično končno zadihali.
In tudi v poslu vam kaže večji napredek, več boste zaslužili, verjetno boste začeli tudi nek nov posel ali pa začeli sodelovati z drugimi ali pa boste podpisali neke nove pogodbe. Previdni morate biti sicer še do novembra, potem bo bolje, torej pazite pri podpisovanju pogodb, pri tem, če z nekom začnete sodelovati, ker bi prej lahko bile kakšne iluzije, kakšne nejasnosti, po novembru vam bo pa precej bolje in bo to boljši čas potem za vas. Boste pa seveda v poslu morali vložiti še veliko truda, poguma in tako boste potem dosegli uspeh, drugače ne. Finance bojo kar v redu, mogoče nekaj srednjega, bo prihajal denar, boste imeli tudi priložnost večjega dobitka, ampak denar lahko tudi izgubite, zato pazite. Torej seveda je to odvisno, v katerem obdobju živite, ampak vseeno bodite pazljivi na denar. Glede zdravja tukaj ni nekih večjih težav, ni potrebno nekih večjih aktivnosti, seveda umirajte se, pojdite v naravo, jejte zdravo in boste v redu. Če ste dijak, boste kar uspešni, trud se vam bo zelo obrestoval in če ste študent prav tako, lahko bi tudi sklenili kakšen dogovor za študij v tujini, kjer boste tudi uspešni in pa tudi imate kar dober čas za potovanje. Torej, če želite potovati, kratka, daljša potovanje, kar dober čas, tako da kar pejte. Tudi v ljubezni se vam obetajo malo boljši časi, lahko najdete novega partnerja, ampak po 10. maju morate pa biti v ljubezni malo bolj previdni in se ne zapletete z nekom, ki ga ne poznate dovolj. In pa tudi, če ste v vezi, ne sprožite nekih konfliktov, se ne bojo dobro končali. Zdaj, to je tudi dober čas za poroko, lahko bi se poročili s tujcem ali pa z nekom, ki je drugačne kulture ali okolje, iz nekega drugačnega okolja, kot ste vi. Zdaj, če ste imeli težave v zakonu, vam bo zdaj malo lažje, več bo ljubezni, strasti, harmonije, miru. Je pa res, da se morata oba s partnerjem truditi, torej ne bo prišlo kar samo od sebe. Ampak bo se s partnerjem bolj povezani, tako da se vam splača potruditi. Zdaj, lunin mrk se bo zgodil v vaši prvi hiši in to vam bo prineslo zagotovo neko odkritje. Zdaj, mogoče boste sami v sebi prepoznali neke škodljive vzorce, ki ste jih vnašali v odnose, v partnerstvo in jih tudi ozavestili. Zdaj, mogoče bi vas to lahko vznemirilo, ampak drugi teden v maju se boste s tem pomirili in boste v svoje odnose vnesli več kontrole, si prizadevali za več miru in harmonije. Če boste seveda kontrolirali neke te svoje agresivne impulze in se trudili za harmonijo, boste lahko vnesli več miru v odnose. Drugače pa seveda ne. Boste pa verjetno partnerju povedali, kaj vas moti, končno boste to izrekli, dali iz sebe in vam bo potem v odnosih verjetno lažje. Precej vam bo pa lažje po novembru 2023, do takrat bojo pa še izzivi. In seveda v ospredju ne bojo le odnosi s poslovnimi osebnim partnerjem, ampak tudi s družino, pa tudi odnos s brati, sestrami. Tako da tukaj bodite pazljivi. Boste pa verjetno rešili nekaj, kar vas muči že dolgo časa, prišli boste do nekih ugotovitev, pri tem vam bodo pa partnerji, torej lahko poslovni, lahko osebni, tudi pomagali. No, potem smo pa pri škorpionih, torej če imate luno v škorpionu, ste škorpion v ascendentu ali imate sonce v škorpionu. To je torej za vas kar dober mesec, kar se tiče kariere in posla. V poslu si boste bolj oddahnili, boste bolj uspešni, boste napredovali. Je pa res, da morate biti previdni, posebej pri sprejemanju odločitev v poslu. Bodite potrpežljivi in strpni tukaj. Zdaj, če službe nimate, jo lahko v tem mesecu dobite, posebej, če ste v Jupitrovem obdobju, drugače sicer malo težje. Drugače bodite pa previdni pri poslu, če začenjate nekaj na novo ali pa če greste v novo partnerstvo. Podpisujete pogodbe, če sprejemate kakšne večje finančne investicije ali pa če se širite v poslu. Tukaj bodite pa bolj pazljivi, ker bi tukaj lahko prišlo do kakšnih težav, ker bi lahko tudi denar, ki bi ga v posel investirali, tudi izgubili. Tako da tukaj pa pazite, vedno preberite droben tisk, da boste vedeli, v kaj greste. Zdaj, mogoče bi vam svetovala, da tukaj celo počakate, če je možno. Drugače pa se zelo dobro pozanimajte. S partnerji poslovnimi se ne prepirajte, ker bi tukaj lahko prišlo tudi do razhoda. Drugače imate finančno kar dober mesec, ampak posebna previdnost
Je pa tukaj glede posojanja denarja. Torej, denar ne posojate nikomur, ne prijateljem, ne znancem, tudi ne družinskim, torej ljudem iz družine, torej družini, ker denar verjetno ne boste dobili. Torej, pazite na denar, tukaj vam moram posebej opozoriti. Zdaj, no, zdravje bo v redu, če imate kakšne kronične težave, se bodo izboljšale, bolj boste vitalni, imeli boste več energije, imunski sistem se vam bo izboljšal. Zelo dober mesec je to za dijake, se boste bolj trudili, boste bolj uspešni, študente boste izjemno napredovali, če se boste trudili, učitelji vas bodo spoštovali, imeli boste boljši odnos do učiteljev. Tudi potovanje so v redu, lahko bi vas v tem času potegnilo na daljše potovanje in bo to za vas zelo prijetna izkušnja. Zdaj v ljubezni imate pa še precej izzivov, tako da bodite na tem področju pazljivi. Če ste samski, počakajte na pravi čas, ker to ni najboljši čas, da skočite v vezo. Če pa ste v vezi, se pa izogibate prepirom in konfliktom, ker konflikti bojo prišli. In tudi poročeni pazite pri vezi, ker to za vas ni najboljši čas, ker bi lahko prišlo do večjih prepirov. Bodite do partnerja strpni, ljubeznivi, tako boste ohranili mir. Drugače se pa luni mrk dogaja v vaši 12. hiši, kar pomeni, da bi se vaš partner lahko zaprl vase, lahko bi se tudi vi umaknili na nek način od partnerja ali pa on od vas. In pomembne stvari v povezavi z vajino vezo boste izvedeli, če boste potrpežljivi s partnerjem, torej partner bi se lahko umaknil, pa bi bil tiho, vam ne bi hotel stvari povedati in boste seveda stvari izvedeli le, če boste potrpežljivi in če bo čutil, da ga razumete. Drugače se bo res zaprl in zato pazite tukaj. Bi pa tudi lahko izvedeli torej neko stvar, neko skrivnost v povezavi z ljudmi, ki mogoče niso vaši najboljši prijatelji. Bi lahko prišle neke stvari na površje, torej te stvari boste torej odkrili, če vas bodo vznemerile, to predihajte, pa vam bo lažje. Torej, pazite pa res pri vezah, da ne boste sprožili kakšnega hujšega konflikta. No, pa smo že pri strelcih. Torej, če imate luno v strelcu, ste v ascendentu strelec ali pa imate sonce v strelcu. Torej, če pogledamo najprej kariera in posel, torej tukaj je to dober mesec za vas, za napredovanje, za uspeh. V tem mesecu imate tudi veliko priložnost, da dobite kakšen finančni bonus, da se spnete v službi navzgor, da dobite povišico in tudi uspeh ne bo izostal v tem mesecu. V službi boste tudi bolj spoštovani, bolj bodo cenili vaše delo, izboljšal se vam bo status, z lahkoto boste premagali ovire, težave, tudi napredovali boste. Tudi bi se vam lahko zgodili, da vas bojo premestili na neko delovno mesto, ki si ga že dolgo želite. Potem lahko dobite, če nimate službe, neko dobro službo z dobro plačo, zato ker iščite, se vam bo to splačalo. Poleg tega se vam bo v poslu dobiček povečal, posebej se vam bo dobiček povečal, če boste neko poslovno strategijo spremenili, pa če se boste razširili. In ta strategija nova, poslovna, se vam bo tudi finančno dobro obrestovala. Tudi poslovni dogovori bodo v tem času uspešni, poslovna partnerstva bodo cvetela in to vam bo tudi seveda prineslo finance, zato je res to dober mesec v tej smeri. Poslovni partnerji vas bodo podpirali, vaše želje, interese, ideje in seveda bo tudi večji dotok denarja. Dober dotok denarja bo, se vam pa seveda svetujem, da pazite na ta denar, da skrbno ravnate z njim, da varčujete, drugače pa finančno bo kar dober mesec. Pri zdravju je dobro, da ste previdni, posebej, če imate kaj akutnega, torej, če je karkoli, pojdite takoj zdravniku, torej tukaj morate biti pazljivi. Zdaj, če ste dijak, boste kar presenetili svoje učitelje za znanjem, za študente bo to malo težji čas, se boste bolj borili, pazite, bodite previdni in, naprimer, če želite študirati v tujini, to ni najboljši čas za to, je pa to zelo dober čas za kratka potovanja
ni pa dober za daljša. Zdaj, če se ne morete izogniti daljšim potovanjem, vzemite nekoga s sabo, drugače vam pa svetujem, da v tem času ne potujete nekam daleč, torej ni najboljši čas za to. V ljubezni se vam obetajo boljši časi, samski bi lahko nekoga spoznali, lahko bi bil to tujec ali pa nekdo, ki niste kulture kot vi. Se pa na začetku meseca pazite, ker če to osebo ne poznate dobro, če bi brezglavo skočili v neko vezo, se to ne bo končalo najbolje. Torej, tukaj bodite previdni in bodite potrpežljivi. Zdaj, poročeni kaže malo bolje, vaša veza se bo izboljšala, bo več ljubezni in harmonije in posebej, če ste imeli težave, se bo to malo izboljšalo. Zdaj, lunin mrk v vaši 11. hiši vam lahko prinese kakšne informacije od prijateljev, lahko v zvezi z vašim partnerjem ali pa bo vaš partner odkril nekaj povezavi z vašimi prijatelji. Lahko bi tudi izvedeli nekaj o osebi, ki vam je všeč, vas bo pa ta informacija zelo presenetila. Torej, nekaj v povezavi, torej, s tem bi lahko bilo, da bi končno odkrili nekaj v zvezi z ljubeznijo, z nekom, ki vam je všeč, lahko tudi kakšno zadevo v povezavi z vašim partnerjem. No, potem smo pa tukaj že pri kozorogih, torej, če imate luno v kozorogu, ste v ascendentu kozorog ali pa imate sonce v kozorogu, imate to v karieri in poslu kar dober čas, v poslu boste imeli podporo, posebej, če delate s tujino. In tudi, če službe nimate, bi bilo zelo, zelo dobro, da najdete neko službo, ki je povezana s tujino ali pa v podjetju, ki je povezan s tujino, ker na ta način boste lahko zelo napredovali, pridobili bonus, napredovanje, torej boljšo plačo. Drugače pa nasplošno boste v tem času imeli več spoštovanja, podpore, bolj vas bodo cenili. Je pa tudi nakazano, da boste v tem času verjetno v delo vlagali več truda, posebej v vašo delovno rutino in tudi zelo boste navdušeni, entuzijastični glede vašega dela in boste tudi zato bolj uspešni. Tako da v poslu je to kar dober mesec, tudi če imate svoj posel, če ste s kom poslovno povezani ali če se želite v poslu razširiti, bo to za vas kar dober mesec in poslovni dogovori bodo bolj uspešni. Previdni boste, delovali boste postopoma, kontrolirali boste dogovore in vse, kar boste delali v poslu in to vam bo tudi prineslo uspeh. In tudi za finance je to kar dober mesec, posebej po 10. maju. Finančno boste postali bolj stabilni in več denarja bo prihajalo k vam. In ta mesec je zato precej boljši, kot je bilo v preteklosti. Zdravje bo tudi kar dobro, imeli boste kar dobro rutino glede prehranjevanja, telovadbe in seveda to bo zelo ugodno vplivalo na vaše zdravje. Če ste dijak, morate biti bolj fokusirani, paziti, da vse postorite, da boste uspešni, da vam ne bo kaj ušlo. Študentje se boste morali prav tako truditi za uspeh. Zdaj ni priporočljivo, da bi šli na študij v tujino ali pa da bi zdaj zaprosili za študij v tujino, ker ne bo nekega uspeha. Bo pa to dober čas za krajša, daljša potovanja, bo sicer kar ugoden čas, ampak je pa dobro, da naredite načrt, da vas ne bo nekaj presenetilo. A pa vzemete koga s sabo, bo za vas bolj varno. Potem ljubezni bodite tudi pazljivi, zdaj, če osebo ne poznate, ne skočite z njo takoj v vezo. Če ste pa vezani, potem se pa pazite v tem času konfliktov, prepirov, ti bi tudi lahko privedli do konca razmerja. Zdaj, če ste poročeni, bo to sicer dober mesec, ampak se pazite, da ne boste partnerja preveč kontrolirali ali pa da ne boste v odnosu do njega preveč impulzivni. Trudite se za mir, harmonijo, potem bo veza uspešna, če boste pa preveč konfliktni, agresivni, bodo pa kar težave. Lunin mrk v hiši posla vam prinaša neko odkritje v poslu, za katere do zdaj niste vedeli. In ta odkritja vam lahko prinesejo več uspeha. To bi lahko prišlo, ne vem, lahko bi bila to neka nova strategija za prodajo ali pa neka nova rutina ali pa nek poslovni dogovor, ki vam bo tudi sicer prinesel novo rutino, ampak tudi več uspeha. Tako da tukaj torej precej to vezano na vaš posel, tako da, ali pa na poslovne partnerje. Tudi v zvezi z njimi bi lahko nekaj na novo izvedeli. Ne? Tako da delajte na tem in boste v redu. No, potem smo pa tukaj že pri vodnarjih, torej če imate luno v vodnarju, ste v ascendentu vodnar ali imate sonce v vodnarju.
Za vas je pa torej posel, kariera, morate biti bolj pazljivi v tem mesecu v službi. Torej delajte, ostanite fokusirani, izogibajte se prepirom in konfliktom, posebej se pa ne prerekajte s šefi, ne prerekajte se s sodelavci, ne ogovarjajte drugih, ne sprejemajte nekih naglih odločitev, to bi vas vse lahko spravilo v težave. In posebej bodite pazljivi pri delu. Zdaj, če posla nimate, seveda vztrajajte, lahko se vam ponudi dobra služba, ker bo sreča bolj na vaši strani. Drugače so pa v poslu bolj ugodni prvi tedni, zadnje 2 tedna pa ne toliko, tako da takrat bodite pa res pazljivi. Dobro se organizirajte, vse splanirajte. Zdaj, če želite v poslu začeti na novo, uvesti neke strategije, če želite podpisovati pogodbe ali se pa s kom povezati, torej imeti neke nove poslovne partnerje, ali pa če hočete kakšne spremembe uvesti, torej tehnične, finančne, naredite dobro analizo in potem boste okej. Torej, če pa ne boste naredili analize, bi pa vas lahko kakšne težave tukaj presenetile. Tukaj bodite pazljivi. Finančno vam drugače kaže kar v redu, na začetku ne toliko, kasneje bo bolje proti koncu maja, ampak denar pazite in ga varčujte. Torej, prihodki so tako, kot so bili prej bolj. Je kar okej, ni pa zdaj ne vem kaj. Ne? Torej, glede zdravja morate biti v tem mesecu bolj pazljivi in pazite pri energiji. Imunost boste imeli malo slabšo, mogoče boste morali tudi k zdravniku po kakšna nova zdravila ali pa zaradi kakšnih težav. Zdaj, če imate pa kaj akutnega, pa pojdite takoj, torej ne ignorirajte svojih zdravstvenih težav, pojdite na sprehod, ukvarjajte se z jogo, jejte zdravo hrano in boste v redu. Zdaj, če ste dijak, potem prva 2 tedna so kar v redu, zadnje 2 tedna boste pa morali kar precej študirati, če boste hoteli uspeh. Če ste študent, se boste pa morali precej potruditi ta mesec, torej vam zvezde niso toliko naklonjene. Na krajših potovanjih boste v redu, sicer ne prehitevajte, pazite pri vožnji, je pa to zelo, zelo dober čas, če želite na neko daljše potovanje, na počitnice, to je pa dober čas, tako da to pa kar pojdite. V ljubezni bo kar v redu, lahko se zaljubite na novo, lahko vas čaka neka nova romantična veza. Če pa ste v vezi, vas bo pa partner v tem času zasipal z ljubeznijo, s pozornostjo, sicer za poroko ni tako ugoden čas, za poročene je pa to kar dober čas, je to čas olajšanja, si boste vdahnili, bo precej bolje. Zdaj, lunin mrk se dogaja v vaši 9. hiši očeta in sreče, kar pomeni, da bi lahko v tem času lahko izvedeli kaj v zvezi z očetom ali pa povezavi z mlajšimi brati, sestrami. Tudi, torej, v zvezi z očetom pa glede njegovega zdravja počutja, lahko preko mame vaše ali ljudi, ki živijo poleg njega, in oče mora posebej paziti na zdravje po 10. 5. Torej, prej bo kar v redu, potem bi pa mogoče oče moral bolj paziti, mogoče bo dobil kakšna nova zdravila, torej nekaj v zvezi z očetom se bo dogajalo. Lahko boste pa kaj izvedeli v zvezi z očetom. No, potem imamo pa tukaj še ribe, torej če ste luna v ribah, če imate luno v ribah, ste riba v ascendentu ali imate sonce v ribah. Torej, kaj pa za ribe kaže? Torej, v karieri in poslu bo to za vas kar dober mesec, v tem mesecu lahko precej napredujete, dosežete večji uspeh. Končno je zdaj za vas prišel čas, da uspete in zasijete v poslu. Sicer boste morali še več truda vlagati v posel, še vztrajati, ampak uspeh vam je na dosegu roke. Torej, vaš trud se bo zdaj končno obrestoval. Lahko bi dobili tudi povišico v vaši službi, napredovali, dobili več spoštovanja, prepoznavnosti, in to boste dobili to spoštovanje tako od šefov kot tudi sodelavcev. In to bo seveda za vaše delo, ker ste se do zdaj precej trudili in ta trud bo zdaj končno poplačan. Tudi statusno boste bolj napredovali v povezavi s službo, vaše vodstvene sposobnosti bodo boljše. Zdaj, če službe nimate, boste v tem času lahko našli svojo sanjsko službo, res dobro službo z dobro plačo. Tako da kar pišite prošnje.
V poslu morate biti pa drugače bolj previdni, to je v povezavi s partnerstvi, novimi strategijami, novim poslom, če želite nek nov posel začeti, pogodbami, finančnimi investicijami in to cel mesec bodite bolj previdni. Pozanimajte se, s kom podpisujete, kaj podpisujete, da ne bo večjih težav, pa tudi se vam svetuje, da se s poslovnimi partnerji dobro dogovarjate, da ste strpni, potrpežljivi, da ne greste v neke konflikte, ker bi tukaj lahko prišlo do zapletov in tudi prekinitve nekih partnerstv poslovnih. Glede financ je pa to za vas zelo, zelo dober čas, posebej, če delate s tujino, denar vam bo prihajal, a se vam svetuje, da ga varčujete, pazite na njega, ker boste imeli tudi izgube in tudi stroške. Torej, tukaj bodite previdni, torej denar bo prišel, ampak bojo tudi stroški. Potem morate biti previdni tudi pri zdravju, tako pri kroničnih kot akutnih zadevah, ob koncu maja bo sicer boljše, na začetku bodite pa previdni. Torej, pojdite v naravo, delajte jogo, sproščajte se, pazite na hrano. Zdaj, če ste dijak, bo to za vas težji mesec, ker boste morali precej več truda vložiti v izobraževanje, pa tudi za študente bo težje, posebej, če želite študirati v tujini. Bojo pa krajša potovanja, ok, v zadnjem tednu se pa morate paziti in tudi se vam ne svetuje, da potujete dlje, če pa greste, pa vzemite nekoga s sabo in si pot dobro splanirajte. Torej, krajša potovanja v redu, daljša pa niso tako v redu. Potem v ljubezni, zdaj vas čaka neka srednja situacija, ne svetuje se vam, da ste do partnerja agresivni, raje z njim sodelujte, poskušajte ga razumeti, ne preperete se z njim, če se ne boste preperali, bo več harmonije v vezi, več miru. Potem ne svetuje se vam, da skočite v vezo, če osebo ne poznate dobro in bodite zelo pazljivi pri ljubezenskih odločitvah, ne bodite prehitri. Tudi za poročene se vam svetuje, da se ne zapletete v spore in konflikte s partnerjem, ker v skrajnem primeru bi to lahko privedlo tudi do konca veze. Pazite pri pogovorih, bodite spoštljivi, poskušajte partnerja razumeti in boste ok. Več miru bo, če boste seveda mirni, uvidevni, pri tem si lahko seveda pomagate z meditacijo in mantranjem. To lahko vas jaz naučim, torej to imam na moji spletni strani oracleoflight.org, pri mentorskih programih, kako se naučite torej dihati, povezovati se sami s sabo, mantrati, potem seveda to privede do večjega miru. Tudi samski morate počakati na boljše čase, v tem mesecu se vam ne svetuje, da skočite v kakšno vezo, raje počakajte. Zdaj, lunin mrk v vaši 8. hiši bi vas lahko sprožil neko rešitev, ki jo že dolgo časa iščete. To je lahko povezavi z odnosi, to so lahko odnosi v družini ali pa pri partnerju. Lahko bi razrešili kakšen zelo globok podzavestni vzorec. Ta vzorec verjetno izhaja iz družine in v tem času se ga lahko končno rešite. In tako, da je to zelo dober čas za obisk psihoterapeuta, regresoterapeuta, astrologa ali pa nekoga, ki se ukvarja s podzavestjo. Zdaj, če pa se sami s tem ukvarjate, bo pa to tudi za vas zelo dober čas, da tudi ugotovite, kako bi vaše znanje v zvezi s tem, naprimer, kako bi zaslužili preko tega. Drugače bi lahko tudi izvedeli kakšno skrivnost povezavi z družino, povezavi z mamo, s premoženjem, lahko tudi povezavi s partnerjevo družino ali premoženjem, kakšno dediščino ali s čim podobnim. Seveda je pa tukaj za ribe, torej, ker je to 8. hiša, boste verjetno tudi spolno bolj privlačni, željni teh užitkov, tako da to je pa tudi ena taka zanimiva stvar tukaj pri tem mrku. No, želim vam lep dan še naprej in srečo vsem.